Benjamin, Prosim. kaj nisi ti nogometaš? Hotel sem iti na takar, postal sem nogometaš. Resno? Ja, z mladih let. Ta tvoja zgodba bi bila zelo zanimiva. Dej sedi, da nam boš predstavil svojo zgodbo. Malo povedal. Torej, za vsak slučaj še vedno bi lahko bil natakar po koncu kariere. Ja, to je ena od opcij. Zakaj pa ne? Vedno sem si želel biti od malega, tako da ta opcija ni izključena. Pa si bil kdaj tudi zares natakar? Ne, to pa še ne. Danes prvič. Se pravi, nogomet že od mladih nog. Zakaj ravno nogomet? Recimo na Celjskem, kjer je bolj znan rokomet. Pa ja, v bistvu jaz prihajam iz Vojnika. Začel sem pri 6 letih v nogometnem klubu Vojnik. Za nogomet sta me navdušila oče in brat, tudi sama igrala. Se strinjam, da je Celje bolj rokometno mesto kot nogometno, nazadnje so bili zato evropski prvaki. Tudi sam sem hodil na tekme, ampak za rokomet se nikoli nisem odločil in vedno mi je bil nogomet tista prvotna opcija. Želja, vztrajanje, odnos do dela, talent in še marsikaj, kar spada med kamenčke v mozaiku športnega uspeha, je Benjamina pripeljala vse do vpoklica v člansko reprezentanco. Posamezne etape na tej poti so zabeležene v spominih, nekaj jih je tudi na fotografijah. Med prvoligaške nogometaše se je Beni, kot ga kličejo soigralci, vpisal v zadnjem krogu sezone 2010-11 na domači areni Petrol na tekmi z nekaj simbolike. Z njo je v zgodovino odšla ekipa Primorja, on pa je prvič stopil na prvoligaški oder. Jaz še v bistvu nisem bil 18 let star, sem že prvič zaigral za člane. To je bil vsekakor nek dosežek, vsekakor spoštovanje vreden. Bila je prisotna neka trijema pri prvi tekmi. Ampak mislim, da je potem soigralci, predvsem Sebastian me toplo sprejel, kot tudi vse ostale in mislim, da je vsem tem mladim igralcem NK Celja dobro prehajati iz mladincev k članom. Že v naslednji sezoni se je na tekmi z Olimpijo prvič vpisal med strelce in pridno nabiral minutažo. Številom tekem je raslo tudi število zadetkov. Danes, ko se približuje 100. nastopu v prvi ligi, jih je vpisal že 23. Vsekakor se borim za ta grb, dam vse od sebe, upam, da na vsaki tekmi. Hitro sem žogo. Popravi bi rad, da se mogoče preveč nerviram za vsako stvar, mogoče preveč živčno odreagiram. Letos sem se že malo popravil. Tudi veliko s trenerjem govorimo o tem, da preveč energije gre za to, zato imam prav popraviti. V pogovorih z nogometaši je vedno zanimivo izvedeti, kakšni so kot navijači. Benjamin pravi, enkrat Barcelona, vedno Barcelona. Jaz vsaj teh klubov ne menjam, no zdaj ne vem, kako so ostali pristaši. Zdaj in da tisto je pač najboljše, da tistega navijaš. Barcelona tudi lani ni osvojila nobene lovorike in jaz bom še vedno zanimivo za njo, za mene so najboljše. Ups, kaj pa je tole, Beni v dresu Bayerna? Ja, oče mi je prinesel dres iz Münchna, zato sem si ga nadel, drugače pa jaz navijam za Barcelono. Zelo daleč od tistega, kar se je dogajalo in se dogaja najboljšim in najbolj slavnim. Ampak tudi celjski nogometaši imajo v letošnjih uspehih drugačen status v domačem mestu. Ja, to je za nas vsekakor nekaj novega. Zdaj te tudi mlajši otroki predvsem prepoznajo izven terena. V medijah smo tudi precej več, kot smo bili. Mislim, da je to tudi neka nagrada za naše dosežke v letošnji sezoni. To nas ne sme zdaj dvigniti v nebo, ampak treba ostati na realnih tleh, ostati skromen in trenirati naprej. Poudarja Benjamin Verbič, fant, ki je potrkal na vrata reprezentance in ki je na dobri poti, da se bo lahko zgolj v šali spominjal svojih otroških želja. Nogometna je v vseh pogledih bolj realna, čeprav, priznajte, se je dobro znašel tudi za šankom.